Iz ljubljanskega studia 136, lepo pozdravljeni, to so Vesti na vesti. Tajkuni so izpuščeni, preiskava pa se nadaljuje. Direktor uprave kriminalistične policije Aleksander Jevšek ter vodja skupine tožilcev za pregon organiziranega kriminala Hari Furlan sta predstavila svoje uspehe. Jevšek je ob tem izpostavil pomen tajnosti. Eden od pomembnih razlogov je ta, da podatki o kriminalistični obdelavi niso prišli v javnost, ne glede na to, da smo po zadevi delali, kot smo povedali na prejšnji tiskovni konferenci, že od sredine lanskega leta. To je za policijo zelo dober signal. Katja, zbud se, Jan je tukaj, Plestenjak! Jan Plestenjak, jaz rekel Jan Plestenjak, Jan Plestenjak. Zabavaš se, ni Jana Plestenjaka. Dej Jan, nehi me zabavati, Gremo naprej, kaj pa čem? Akcija! Jevšek, o Jevšku govorimo, pa je ponosno spregovoril tudi o dobrem delu kriminalistov, ki je mogoče, kljub temu, da jih je malo. Kriminalistov. Malo. Ampak še zmeraj jih je neki. Ampak bi bilo kul, če bi prišel Jan Plestenjak, veš? Slovenija je tako majhna, da lahko za velike zadeve združimo moči in takrat, ko jih je potrebno obravnavati, tako kot smo zadnjo zadevo, bomo vsi strnili sile in bomo zadevo naredili. To ne velja samo za področje gospodarskega kriminala, ampak tudi za ostala področja. Edini od aretiranih, ki ostaja za zapahi, je član razpisne komisije javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Tomaž Žibert. Minister za promet Radovan Žerjav je zato pozval direktorja kontrole zračnega prometa Srečka Janšo k odstopu. Janša o morebitnem odstopu še ne razmišlja, saj se v primeru suma gospodarskega kriminala ne čuti odgovornega. Koliko enih Janš imamo mi v Sloveniji? Takoj, ko smo izvedeli za uvedbo preiskave in potencialno osumljenost enega od naših zaposlenih, kot sem že navedel, smo ga izključili iz komisije, smo prekinili postopek izbire izvajalca brez izbranega izvajalca in se odločili, da bomo ta postopek nadaljevali v doglednem času. Daj to babjo šaro z mize, no? Kakšna babja šara? Lej, maskara, labela, šminka, parfumčki. Jan, kaj si ti danes jedel čuden neki? Greva. In kaj to pomeni za rekordno visoki stolp na letališču Jožeta Pučnika? Višina stolpa narekujejo predvsem strokovni kriteriji in na lokaciji, katera je bila izbrana, je pač potrebno, da kontrolor zračnega prometa vidi vse potrebno na manevrskih površinah in vzletno pristajalni stezi, mora stati na višini 95,5 metra. Tajkune so medtem opazili tudi na področju šolstva. Zgodovinar, sopotnik SDS-a in član sveta za visoko šolstvo Janko Prunk je zaradi nestrinjanja z načinom podeljevanja akreditacij za nove šole odstopil z položaja predsednika Komisije za družbene in poslovne vede ter pravo. Ob tem je dejal, citiram, "Zgrožen sem nad divjo jago za ustanavljanje šol, ki prinaša pojav tajkunizacije visokošolskega prostora." Konec citata. Pojasnil pa je tudi, da s tem ne misli na Petra Jambreka. Na njegov odstop se je že odzvala ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca Kucler-Dolinar, ki je do Prunkovih ocen kljub grožnji širitve virusa tajkunizacije zadržana. Sam to pa je en hud virus, a ga ti že fasu? O sami oceni, o kakovosti pa nekakovosti je zelo težko govoriti pavšalno. Potrebno je take odločitve sprejeti z nekim zdravim razumom in ne ad hoc, posebej pa ne pač, če so podane strani nekoga, ki je v nekem procesu že zelo dolgo, naenkrat pa je ta odločitev nekoliko drugačna in sama pristopam k tem dokaj previdno. V tajkunski senci so poslanke in poslanci razpravljali na temo inflacije. Nekatere med njimi smo povprašali, če lahko predvidijo stopnjo inflacije letos jeseni v predvolilnem času. Mislim, da bo septembrska inflacija ne bo presegala 3%. To sposobnost ima seveda samo predsednik vlade Janez Janša. Ne, to je nemogoče napovedati.
Pričakujem pa, da se bo zadeva v zelo kratkem času odmirila. To je težko napovedati, nekako se pričakuje, da bi se inflacija zmanjševala. Brez ukrepov bomo imeli na letni ravni še vedno približno med 6 do 7% inflacijo. Vkolikor pa bodo uspešno izvedeni ukrepi, ki jih pripravljamo, potem pa seveda lahko, da se bo inflacija zmanjševala pod 5% proti 4%. Štajerski poslanci SDS-a Franc Pukšič, Jožef Jerovšek in Srečko Hvauc so nezadovoljni z opozicijo, ki ni podprla pokrajinske zakonodaje. Njihov strankarski kolega Jože Tanko pa je pojasnil, da nad opozicijo še niso povsem obupali. No, pred nami je še nekaj mesecev časa. Kot sem rekel, mi bomo se potrudili, opravili pogovore z vsemi opozicijskimi strankami, jih poskušali pridobiti za predlog, ki bo ponovno pripravljen, in jaz upam, da bo na osnovi podatkov, na osnovi interesov okolja, lokalne politike, županov in občinskih svetov tudi pri njih prevladalo spoznanje, da pravzaprav regionalizacijo Slovenije potrebujemo iz razvojnih in ne iz političnih razlogov. O polemiki Liberalne akademije z generalno državno tožilko, komentar dneva Darko Štrajn. Novinar Televizije Slovenija je v prispevku za Odmeve 13. februarja izpustil vsa moja bistvena pojasnila stališč Liberalne akademije v zvezi s politično motiviranostjo znanih ravnanj generalne državne tožilke, zlasti v primerih Depala vas in nadzora družine Strojan. V izrezanih odgovorih sem pojasnil, da je Liberalna akademija v pismu Svetu Evrope in Mednarodni tožilski organizaciji šlo predvsem zato, da te instance obvesti o znakih ravno takega tožilskega ravnanja, na kakršnega je Svet Evrope kot na splošno demokraciji nevaren pojav opozoril svojih priporočilih številka 19. Poanta odgovora generalnega sekretarja Mednarodne zveze tožilcev Henka Markarta Šolca pa je bila, da se ne more vmešavati v politične spore v Sloveniji. Torej se ni izrekel niti o tem, da obstaja političen vpliv nad slovenskim sodstvom, niti da ne obstaja. Gledalci Televizije Slovenija so bili za moje odgovore prikrajšani, novinar pa jim ni prepustil ničesar v njihovo lastno presojo. Hkrati je generalna tožilka gospa Barbara Brezigar v istem prispevku lahko na široko kramljala o blatenju ugleda države. Očitek, da je Liberalna akademija zamolčala odgovor v Mednarodne tožilske organizacije v mediju, ki pretežno ignorira naša javna sporočila, ni ravno legitimen. Če pa upoštevamo, kako predstavniki sedanje oblasti in njihovi uravnoteženi novinarji omalovažujejo in zamolčujejo vsa kritična evropska stališča, naprimer sporočila Sveta Evrope o ravnanjih vlade z Romi in z mediji, pa jasno opozorila z več instanc o odnosu do problema izbrisanih, je njihovo poudarjanje zadevnega, za njih zgolj manj neugodnega stališča samo še en primer dvojnih meril uravnoteženosti. Na vzlic protežiranju generalne tožilke v nekaterih medijih smo v včerajšnji javni izjavi pozvali strokovno javnost, da budno spremlja njena ravnanja in odločitve. Če se namreč izvršna in sodna veja preveč zbližata, je pot nazaj v demokracijo lahko naporna in dolgotrajna. Gospa Brezigar sicer rada poudarja svojo nepolitičnost in neodvisnost. Če tega ne bi demantirali izjave in posamezna ravnanja v korist vladajoče politike, bi ji nemara bili celo pripravljeni verjeti. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Štefka in Poltka, popularna lika oddaje Štafeta mladosti, sta se predstavili na odru Kuda France Prešeren. Izkušeni seniorki smo na Valentinovo vprašali, kako najti ta pravega. To je pa res večna enigma. Ne komplicirata, prvo, ko pride, je v redu. Jo, na veselico, kak šnob za kurajžo pa bo. Pa te prvo ga zagrobiš, pa je, tek sem jaz Franca spoznala, pa je bil čisto v redu. Jo. Ah, ti petki, pa sobote, pa nedelje. Dej še vreme, no. Ok. Še bioprognoza zna biti depresivno, ali pa tudi ne. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami. Ampak si videl, koliko imam jaz naštudiran ta moj šalcu pa to?